Dobrodošli spet nazaj. Moje ime je Aleksandar Šinigo in danes bi z vami rad govoril o predvsem ključni stvari pri coachingu. In to je to, kako najti stranke, kako prodati svoje storitve. Ena izmed stvari, ki vas bom povabil je, in jaz bom seveda, ko bomo mi skupaj sodelovali, delali, ko se boste od nas in od mene učili coachinga, vam bom dejansko to temo razdelal malo bolj natančno, ker to je zame ena ključnih tem. Coach brez klienta nima kaj početi danes na trgu. Toda prva stvar, ki vas tukaj vabim, je ta, da vadite. Poglejte, kje so potencialne žrtve, nekaterih lahko te tehnike, te prvine coachinga, ki ste jih z nami osvojili, uporabljate. In takrat seveda delate z njimi, ker kilometrina vam bo dala ogromno samozavesti in samopodobe. Samozavest in samopodoba na tem področju vam bo tudi pomagala, da boste lažje, hitreje prodali svoje storitve. Zdaj pa, kaj vas bom povabil je to, da postanete eksperti, da se pozicionirate kot strokovnjaki na tem področju in če želite eno posebno nišo, dajte se specializirati kot strokovnjaki za to konkretno nišo. Recimo, da bi radi postali coachi za učenje ali pa coachi za športnike, tako imenovani mentalni coachi, ali pa recimo coachi na področju posla, podjetništva, prodaje. Dajte recimo napisati, in to vam bo pobralo res malo časa, brezplačno e-knjigo. E-knjiga lahko je dolga 7 strani. V njej date glavne poudarke, to, kar vi verjamete, vaša prepričanja, nasvete, nekaj, kar bo imelo veliko vrednost. To brezplačno e-knjigo date na spletno stran in vam služi v to, da boste začeli zbirati elektronske naslove. S temi elektronskimi naslovi se vas postavite stik, dajte jim vrednost, dajte jim maksimalno vrednost, kajti večjo vrednost, ko boste dali, bolj bo ta oseba želela, da vam to vrednost vrne v temu, da bo že kupila kakšen coaching od vas, da se bo od vas izobraževala. Torej, moja želja je, da se pozicionirate kot eksperti, kot oseba, ki res to področje obvlada, ki je najboljša na tem področju. Potem vas bom vabil, da kot strokovnjaki na tem področju, da potem začnete prodajati storitve v obliki raznih stvari. Eno so videoposnetki. Vi lahko vzamete telefon, posnamete se in s tem telefonom seveda posnamete nekaj in dajete neko vrednost. Spet v obliki nasveta, ne samo v obliki prodaje, kajti če pogledate, jaz v resnici vam dajem čas nasvete, ki sem jih jaz pridobil in verjamem, da bo imeli neko vrednost za vas. Video. Nujno, takoj zdaj začnite s tem. Potem se javite daj na live, Facebook live. Še posebej, če imate spet kakšno sporočilo in še posebej, če ta Facebook live napoveste toliko naprej. Potem delate webinarje. Webinarji vam bo pomagali, da boste dejansko spoznali cel kup ljudi. In na teh webinarjih lahko tudi delate coachinge. Recimo, jaz imam en poseben tečaj, ki se imenuje online mojster manifestacije in tam vsaki mesec v okviru tega tečaja, ki traja 4 mesece to šolanje in je vse online, jaz v online obliki coacham in pomagam ljudem, hkrati jih tudi coacham in sem neke vrste mentor na zaprti Facebook skupini, ki jo imamo za to posebej narejeno. Dajte seveda, ko imate maile, vzpostavljati stik in dajte seveda na to bazo nekaj poslati. Dajte poslati vabilo na neko delavnico, dajte poslati kakšno darilo. Ogromno stvari, kar lahko naredite, je, da dobite stranke. Pišite članke, objavite članke, napišite knjigo. Knjiga je v resnici vaša vizitka. Knjiga vam bo pomagala, če boste pisali o temi, ki vam je pomembna, ki bi radi recimo ljudem pomagali za to temo, bo ljudje seveda z veseljem kupili in knjige in tudi vašo storitev kasneje. Toda vaša naloga mora biti ta, če hočete imeti stranke, dajte iti v svet, spoznavati stranke, govoriti ljudem. Ljudje vas bodo spoznali in začeli priporočati. Mi danes dobimo toliko strank, toliko projektov, toliko nekih izobraževanj doma ali pa tudi v tujini na področju priporočila. In to je samo zato, ker greste ven v svet in poveste ljudem, kdo ste, se predstavite ljudem, dajte jim vrednost in ljudje bodo to začeli vračati. Dajte biti potrpežljivi s tem, vendar jaz vam sam garantiram, da je to področje prodaje, iskanje strank ključno področje. In zaradi tega vas bom povabil, da kot coachi se na tem področju nenehno izobražujete in rastete. In jaz bi tukaj seveda vas povabil, da bomo o tej temi še dosti govorili, ko se bomo srečali, ko bomo delali na naših izobraževanjih. Zdaj pa se vam zahvaljujem za ta posnetek in vas vabim na posnetek številka 5, ki bo posnetek v resnici, ko bom govoril o tem, kako uspeti kot life in business coachi. Torej, jaz se vam zahvaljujem, da ste bili z mano. Hvala, ker ste me gledali, poslušali in se vidimo na posnetku številka 5. Mojem 5. darilu, ki ga imam za vas. Hvala lepa.